Veš, kaj sem ugotovila? Da če si zlomiš nogo in padeš po stopnicah kot jaz po retrogradnem Merkurju, je pri nas najboljše iti direktno v urgenco. Tam si najhitreje na vrsti, veš? Ker imaš VIP kartico Zemljevid tvoje duše, zlata izdaja? Ne, ker je to kot Disneyland, samo brez maskote, brez glasbe in z veliko več ljudmi, ki kašljajo v 5 različnih tonalitetah. Torej zdravilni koncert, val srca v molu? Pridem do okenca, gospa me pogleda, kot da sem ji ukradla najmanj otroštvo in reče, najprej se morate najaviti. Jaz z roko držim tisti svoj gleženj, ki visi kot moj optimizem po TikTok komentarjih. Svoje ime si povedala? Seveda, sem ji rekla, jaz sem Ksenija, nosilka Iskre, trenutno pa nosilka Mavca. In? Medicinska sestra me pokliče noter, zmeri mi temperaturo, pritisk, jaz si razlagam, zakaj sem sploh prišla. A si je razložila tudi svoj human design, da si generator z emocionalno avtoriteto in da moraš počakati 48 ur, preden te sprejmejo? Pa ne, ker bi me verjetno poslali na psihiatrijo. In ona napiše vse, potem pa reče, pojdite tukaj za ovinek do dežurnega zdravnika. Za ovinek? A je to portal v drugo dimenzijo? Ja, tam čakaš, na hodniku, s polomljeno glavo, s pljučnico, z gripo, s trtki. Ena gospa mi je celo rekla, da ima diagnozo iz leta, kako je že rekla, 1998 in jo še vedno preverjajo. To se sliši kot akademija, 9 mesecev programa, samo brez certifikata in z več kašljanja. Če si še premalo bolan, tam zagotovo dobiš, kar še nimaš. All inclusive paket, gripa, covid, norice in bonus, eksistencialna kriza. Potem me pokliče zdravnik, vpraša isto kot sestra, vnaprej. Jaz mu povem isto kot oni sestri in on napiše isto kot sestra vnaprej. To je manifestacija 369 metode, 3 vprašanja, 6 ur čakanja, 9-krat ponoviš svojo diagnozo. In potem mi izda napotnico, v isti stavbi, na istem hodniku. To je temet nosce. Najprej spoznaj sebe, potem spoznaj okence, potem spoznaj še drugo okence. Se postavim v novo čakalno vrsto. In tam srečam ljudi, ki so prišli zdravi in odšli kot medicinski eksperiment. A si vsaj dobila številko? Ja, 247. Koliko jih je bilo pred tabo? 246. In en, ki je umrl od dolg časa, pa so ga pustili tam kot dekoracijo. To je brutalno. Ne, brutalno je to, da sem vmes morala iti na WC in sem izgubila vrsto. Ponovno sem šla na konec. In takrat sem razumela karmo. To ni karma, to je svetilnik duše. Test potrpežljivosti. Ko končno pridem na vrsto, me pošljejo nazaj k prvi sestri. Krog življenja, Simba bi bil ponosen. In ona reče, zakaj ste pa spet tukaj? Tipa, prišla sem manifestirati zdravje. Tesla je rekel 3, 6, 9. Na koncu pa dobim obliž, tableto in nasvet, počivaj. Počivaj? Po 6 urah na hodniku? Ti si naredila več korakov kot moj vesoljski robot na Marsu. Ampak domov pa pridem zdrava. No, razen nove gripe, rahle depresije in alergije na hodnike. Ampak vidiš, Ksenja, to je sistem, ki te nauči potrpežljivosti, sočutja in da vedno nosiš sendvič, vodo in svojo mapico, Zemljevid tvoje duše.